Ful sem hvaležna, Urška, da si vzela čas za pogovor z mano, ker se mi zdi, da je ful enih stvari, ki lahko inspirirajo druge ženske. Imaš 2 hčerki, za katere dejansko skrbiš sama. Tako je. Ampak kar bi se jaz mogoče najprej dotaknila je tvojega otroštva. In sicer, kako si ti doživljala svoje otroštvo? Zdaj recimo, ko ga pogledaš nazaj. Tako zdaj, ko pogledam nazaj, v bistvu bilo super otroštvo, so pa bili neki trenutki, ko sem jih pač mogla sama v sebi ful predelati, ker so bili težki za razumeti, sploh za otroka, sploh za kako najstnico, tako sem jaz v bistvu v najstniških letih šele začela študirati ful za nazaj. Tako da je bilo kar dramatično, no, za razmišljati že na splošno, no. Okay, ampak kaj te recimo se ti zdi, tako tudi zdaj, ko gledaš, ko si odrasla ženska in imaš svoje otroke, kaj te je v otroštvu najbolj zaznamovalo? To, da je mama šla. To je bilo po moje tisto najtežje, kaj bilo za razumeti, pa tudi razmišljati, ker pač zdaj, ko sem sama mama, nekako ne razumem, kako lahko to nekdo naredi. Po drugi strani pa pač, zdaj, ko sem že malo predelala, vseeno razumem, ker včasih je boljše, da greš, ko pa delaš svojemu otroku škodo. Kdaj je mama šla, koliko si bila stara? Jaz sem bila takrat nekje 3 leta. Okay. In kako je v bistvu bilo tebi razložen, zakaj je mama šla? Ali pa a si imela mogoče pogovor, ker ti si potem živela samo z očetom, a ne? Pa s sestro. Kakšni so bili pogovori? Ker pri 3 letih verjetno otrok ne razume, zakaj je mama šla. V bistvu ne vem, ne spomnim se, da bi se dejansko ful pogovarjali o tem, ampak je skozi življenje v bistvu bilo nekako razloženo, nekako očitno, no, ni zdaj, da bi bila dejansko tematika, da bi se sedli dol pa se pogovarjali, ali pa je bila, pa se ne spomnim, ker to, ko si mali, se veš, pozabiš. Ampak skozi življenje, ne vem, se je dostikrat zgodilo, mi smo še takrat imeli stike, pa tudi mogla bi preživnino plačevati. Nikoli ni ati dobil centa od nje. Ko smo imeli stike, načrtovanja smo čakali, pa je nikoli ni bilo. Tega se pač živo spomnim, da smo menda vedno jokale in takrat je potem mati vedno rekel, pač glej, probali smo. Ampak ne moreš prisiliti človeka, če pač ni pripravljen na to, da bi vsaj imel stik s svojim otrokom in takrat potem začneš malo razumevati, dojemati tako. Ker moj ati je tudi tak, ne rad pač mogoče tudi odpira kakšne take teme, zato ker so težke že za njega, ker tudi on verjetno ni razumel. Mi da pa tudi nismo, da bi sestro spraševali, ful mislim tako, ne, ampak smo skozi življenje pol v bistvu dojele, da ne, je pač bilo to v redu za Majo. Ampak kakšna so bila dejansko ta razočaranja? Jaz si to dejansko sploh ne predstavljam, da se dogovoriš, da pride mama in da jo vidiš in potem je ni. Ja, grozno. Pač kot otrok tega ti ne moreš razumeti. Pač ne razumeš in to je bil jok. Jaz sem imela ful nočnih mor. Zbujala sem se po noči, imela sem tudi to hojo v spanju. Imela sem take more, res, da sem skozi sanjala, da ne vem, ati nekje na vlaku, da je eksplodiral in take, res pač podzavestno te ful psihične posledice spusti na to. Res grozne. In ponavadi ljudje, ki doživijo neko travmo iz otroštva, ne, in to je travma, ki te zaznamuje, si rečejo, ko bom pa jaz imel svoje otroke, bom jaz pa popolnoma drugačen, ne? Ja. A se držiš tega? Si tudi ti to rekla? Ja, definitivno. Jaz sem ful taki človek, da se učim na napakah drugih, sploh če so zaznamovale mene ali pa moje bližnje. In ne vem, tudi vsakič, ker moja mati je tudi, mama, pardon, je bila ful nasilna, še potem, ko je imela pa že svoje otroke, ne. Sem si vedno rekla, da roke na primer na svojega otroka nikoli ne bom dvignila, tudi moj oče se je zaklel in me nikoli ni niti skregal, je dal time out, ampak in to je po moje tista največja lekcija, da v življenju ne bom niti približno se tako zdirala na otroka, da bi ga vdarila ali pa karkoli. Tako da dejansko na njenih napakah sem se zelo veliko naučila, pa tudi te napake so mene naredile tako žensko, kot sem danes, no, mamico tako. Pa si kdaj šla k kakšnemu terapevtu ali pa tako, si vedela, okej, jaz moram, ker zdaj tega je velika, ne. Ljudje, ko doživijo neko travmo v otroštvu, ponavadi pol grejo k nekemu terapevtu in na nek način spucajo preteklost, a ne. A si tudi ti probala mogoče na ta način? Ne, nikoli. Nisem niti študirala, ker jaz sem karakterno zelo močen tip človeka in jaz sem že od malega vedela, da jaz pač znam sama v sebi predelati stvari in ja, včasih me je zmetalo, da sem šla nekako iz svojega tira, ampak vedno me je to postavilo nazaj še na boljšo pot, tako da v bistvu jaz sem to nekako znala v sebi predelati, po moje že od malega, vse take stvari te potem naredijo močnega in dejansko se mi je zdelo, da pač ne, da ne rabim nobenega, ker sem vedela, da noben drugi mi ne more pomagati, razen jaz sama sebi, no.
ti si potem v bistvu rodila tudi 2 hčerki. A mi mogoče lahko razložiš, ker se mi zdi, da določene stvari, pa se, recimo jaz pri sebi opažam tudi, ne, iz otroštva določene vzorce vlečem, ne, in se mi zdi, da tudi ti, tako kot smo se recimo prej pogovarjali, preden so se kamere prižgale, da vlečeš neke vzorce iz otroštva na način, recimo tudi tvoja mama, a ne, je v bistvu imela tudi potem z različnimi partnerji otroke, a ne, in tudi ti na nek način imaš v bistvu 2 punčki z 2 različnima, a ne. Kako si v bistvu, ko si prvo hčerko rodila, kaj se je zgodilo s partnerjem? On je bil v bistvu ful, pač on je v bistvu mene imel ful grdo. Jaz sem, pardon, jaz sem taka, da pač iščem ljubezen. Ful bi rada imela nekaj takega, ko vidiš v filmih, ker se mi zdi, da si čisto vsak to zasluži, ampak problem je, da sem ful naivna in prehitro verjamem in tudi ne glede na to, koliko napak ima nekdo, bom še vedno videla nekaj dobrega v njemu in tistih prvih mesec, 2 so vedno sladki in itak jaz pol to takoj vzamem, kot da to pa je za ljubezen. Ampak hitro sem pol dojela, mislim, ko sem jaz vedela, da sem noseča, se je tudi začelo to, pač on je tudi takrat v Resče hodil, in se je potem v bistvu začelo to zaklepanje v hišo, brez elektrike puščal, brez hrane me je puščal, njegova bivša me je hotela psihično maltretirati pred hišo, češ da me bo vrgla po stopnicah, da bom splavila, pa take, tako da je bilo kar dobro, da sem pol takrat dejansko pobegnila v stran. Ja. Ampak zakaj se ti zdi, da v bistvu nase vežeš take moške? A si, mislim, si se kdaj spraševala? Ne vem, jaz dejansko se nisem vprašala, zakaj, mislim, ne vem, ne bi rekla, da je z mano karkoli narobe. Je pa res, da imam jaz eno tako healing energijo v sebi, ki mogoče privlači tako energijo, zato ker pač slaba energija se bo vedno pač dobro hranila, to je dejstvo. In jaz se pravim, tako sem že prej rekla, jaz vedno vidim vsakemu nekaj dobrega in to bojo hitro izkoristili ljudje in po moje tudi to bistvo, zakaj vlečem take ljudi na sebe. Si pa v bistvu zdaj mamica samohranilka, ne? In o tem tudi zelo veliko govoriš tudi na svojem Instagramu, imaš tudi neko skupnost v bistvu, kar je super, se mi zdi. Kako ženske dojemajo in koliko je dejansko tega, da si mamica samohranilka? Ker jaz mislim, da si marsikdo ne zna tega predstaviti. Vsak reče, ne, si nekje je še fotor, pa vsak drug vikend si mal frej, pa vsak drug vikend mal pošleš tja otroka, ne? Pri tebi dejansko ni tako, ti si zares mama samohranilka, ne? Tega je v Sloveniji ogromno. Jaz, dokaj nisem začela tega javno ful na veliko govoriti, nisem vedela, da je toliko tega. Potem, ko pa sem začela z eno objavo, pa z drugo, ko so se ženske nekje začele počutiti varno, pa sem dobesedno vsak dan dobivam minimalno po 5 zgodb. Jaz vedno na vsako odgovorim, ker sem rekla, vedno bom tu zaradi tega, ker jaz, ko sem bila v tej situaciji, nikoga nisem imela takrat, ker me tudi noben ni mogel razumeti, oče me je razumel, seveda me podpira, ampak drugače je, ko se ti z neko prijateljico žensko pač pogovarjaš in tega je ogromno. In najhuje je to, ko potem si nekdo misli, otroka pošlješ, pa si samo, ne vem, skrbnica svojemu otroku. Ne, tega ni. To je samohranilka, ko si dejansko sama z otrokom, pa če tudi je mogoče oče pisanja, najhuje je to, da niti ne moreš otroka k njemu poslati, ker ga praktično sploh ni, ne. In kako potekajo v bistvu tvoji vsakdani, ne? Glede na to, da imaš v bistvu tudi delo, a ne, delaš za to, da seveda preživiš. Kako izgleda to, ne? Okej, otroci grejo dopoldan sicer v šole, v vrtce, a ne, in potem cele popoldneve si z njimi, vse vikende si z njimi in sama v bistvu plačuješ za njih, ker preživnine ne dobivaš, a ne? Koliko je to naporno, koliko te to izčrpa? Smo tako rekla, sploh me ne izčrpa. Jaz sem, odkar sem s kmetije prišla, sem dobila, kot da bi dobila neko razsvetljenje. Jaz dejansko gledam na to, kot da me oni dve prav polnita s to svojo energijo. Vse, okej, zjutraj se zbudim, mi vpeljem, imam tisti čas za sebe, ki ga v bistvu ne porabim za sebe, ampak za svoje delo, da bom v bistvu jaz nekam prišla, nekam imela, da boste tudi tam mali dve imeli za jesti. Popoldan itak je kaos, imamo še pač živali zraven, še dodatno skrb. Ampak včasih me je to ful izžemalo, mislim, ful sem bila brez energije, tudi znala sem se malo več kregati kot trenutno, ker itak, ko se tam ena dere, pa tam druga dere, pa te se tam pesa in se ti totalno zmeša. Zdaj sem pa začela gledati, da pač sem hvaležna za to, da sem lahko v bistvu vsak trenutek z njima dvema, ker ne želim zamuditi niti minute njunega odraščanja.
Tako da, koliko je v bistvu stresno, je pač vse v bistvu v perspektivi, kako mi gledamo na to, ne. Ali si predstaviš to kot nekaj dobrega, pa si dejansko lahko non-stop s svojimi otroci, ali pa si pač vzameš kot nekaj slabega, shit, ne, kao samo ne skrbeti za njih. Tako da to je v bistvu vse v človeku, kako si vzame. Pa ti kdaj vseeno manjka ta čas zase, ne? Ker zdaj tudi zelo veliko ženske govorimo o tem, koliko je pomembno, da si vzameš čas zase, pa da imaš čiste misli, brez nekega dretja, brez mami v ozadju. Koliko ti to manjka? Ja, tako bom rekla, jaz sem noseč mojega atija in to on je zlati dedi, on je kot drugi ati, mislim, kot ati, ne drugi ati, ampak kot ati mojim otrokom in on in njegova partnerka v bistvu poskrbita za to, da si jaz lahko tudi kak vikend zamem fraj. Ju tudi peljete na morje za 2 meseca, zdaj že Gaja zraven hodi. Tako da v bistvu bom rekla, tako nisem čisto sama zase in imam tisti svoj čas, malo, ampak ga imam, da sem doma, mogoče in jaz dejansko tega ne porabim za neke žuranje, ne vem, se grem tu pa tam ven, se vsak gre, ampak dejansko ga bolj porabim za to, da se jaz naspim doma. Tako da v bistvu ležim cel dan doma za televizijo, če imam cajt za sebe in je to, kaki skin rutin, kak je to, meni je samo, da se spočijem, ležim s pesi in je to, no. Zdaj, glede na to tvojo skupnost, ne, ki si jo v bistvu ustvarila in jo ustvarjaš, kaj je namen te skupnosti? Zato, da smo človek človeku, da dejansko ima nekdo oporo, ki je drugače ne dobi, ker je veliko tak žensk, ki pride pa pač pravijo, da bi se komu izpovedale, pa si ne vejo komu in včasih je boljše, da je nekdo tuj, ko je vse podobno situacijo imel, se je zelo lažje pač izpovedati in tudi jaz sem to rabila in verjamem in to pač bi rada malo v svet potisnila, ker jaz mislim, da z enim človekom se pač marsikaj lahko spremeni in vem, da pač, če malo stopimo skupaj, si lahko ful pomagamo, ker psihične posledice so ful težke, dosti težje, kot pa na primer fizične in se pravim, pogovor zelo veliko pač šteje, sploh ko si na tleh. Koliko pa te recimo hčerki sprašujeta o očetu? Ali bi radi videle očija? Ali se ne pogovarjate o tem? Dejansko nisem še dobila sploh vprašanja, zato ker pač poznata mojo situacijo iz otroštva, tudi jaz pravim vedno, komunikacija je ključ do otrokovega zdravega razvoja in mi se zelo veliko pogovarjamo o moji preteklosti, o vsem, kar se je dogajalo in dejansko skozi to, kar se je meni zgodilo, pač oni dve imata že neko svojo razlago, mislim, tudi smo se pogovarjali o tem, sta rekla, da, mislim, ta mlajša toliko ne, ta starejša, ki je že pač vseeno 11, je rekla, da dejansko nje ne zanima, zato ker če bi nekdo želel biti prisoten, bi se za to potrudil, to je dejstvo. In pač, če nekomu ni mar, je boljše sploh, da ga ni, kot pa da v bistvu na koncu otrok joče, no. In dejansko pol sem jaz tista, ko moram brisati solze, to pa tudi mi ni, ne. Ko ženska odraste pa ima svoje otroke, ponavadi se velikokrat obrne na mamo po nasvet, a ti zdaj mogoče v tej fazi kdaj pogrešaš mamo? Jaz bom tako rekla, ne. Ker jaz imam, moj ati je bil mami pa ati celo življenje, on je mene naučil, ne vem, uporabljati vložke, pač kupoval mi je tudi tampone, ko sem jih začela, tako da v bistvu ne, ker to je vse tebi kot človeku oziroma staršu, kako v bistvu ti otroku predstaviš sebe in če si ti njemu varno zavetje, ne glede na to, ali si ženska ali si moški, ti boš pač tu za otroka in otrok se bo tega zavedal. Tako da v bistvu ne. Imam tudi sestro in ona mi je bila kot druga mami, ko sem bila mala, tako da dejansko niti enkrat nisem pomislila, zdaj bi pa res rabila mamo v življenju. Nikoli. Zdaj, če se samo malo dotakneva, pa res na kratko, ker sploh ne želim v bistvu o tem kaj dosti govoriti, ampak kar se tiče kmetije, velikokrat ljudje obsojajo ženske, ki imajo doma otroke, in se prijavijo na kmetijo, češ kako si jih lahko v bistvu zapustila. A se to tudi tebi dogaja? Ja, ful. Mislim, včasih so komentarji, sicer jih ne hodim gledati, ker so me že psihično malo izmuzli, ampak se pravim, sem močen tip karakterja, tako da grem tu pa tam še malo pogledati, da vidim kaj zanimivega, pa malo kokice, veš, da je to zabavno. In mi je res zanimivo, ko ljudje pišejo, kako sem lahko same otroke doma pustila. Mislim, jaz seveda, moj 5-letni otrok si je sam pač kuhal kosilo doma. Mislim, to so take, se pravim, včasih so ljudje kot fijakarski konji, ko v bistvu samo ne vidijo ne levo, ne desno, samo grejo za tistim svojim in so pač prepričani, da oni pa zdaj imajo prav. Pač jaz imam za sabo vseeno ljudi, ki obožujejo moje otroke in jih spoštujejo in bojo skrbeli za njih. Definitivno pač so mi tudi dali priložnost tem, ko so oni skrbeli za njih dve, da jaz naredim iz sebe nekaj več, da se premaknem iz neke mrtve točke, iz nečesa mogoče kar danes delam, da bom lahko dosegla nekaj druga, kar bi dejansko rada delala.
dela, ne. Tako da moji otroci dejansko niso sami doma, ne. Pač so bili z ljudmi, ki jih imata res, mislim, ki jih imajo res radi. Kaj pa bi zares rada recimo v življenju počela? Jaz sem si že od malih nog želela ful potovati in vem, da mi je pač mati omogočil, kar se da dosti. Jaz smo po 2 meseca na morje, isto kot sta moja otroka. Videla sem ogromni del Hrvaške, na primer, tudi te otočke, Male Lopot, pa tako, ko v bistvu ni vsak dan za na morje iti, ampak jaz bi rada mojim otrokom pokazala svet. Pač, da ga doživite kot mali, da bo ta pač videla, da je svet nekaj lepega, ni samo Slovenija, se tudi Slovenija je lepa, ampak to, da v bistvu lahko to omogočim, ne, in zato sem se tudi začela s socialnimi mreži ukvarjati, da bom v bistvu lahko tudi tu napredovala, mogoče tu zaslužila kaj, mogoče kakšno sodelovanje dobila, ampak tako, to je v bistvu tisti point, ker rada ustvarjam, rada snemam, to je meni life. Ampak si se mogoče tudi s tem namenom prijavila v kmetijo, v bistvu, da vsem dobiš neko prepoznavnost in da ti je mogoče malo lažje začeti s temi stvarmi? Ja, definitivno, to je bilo v bistvu odskočna deska. To je bil v bistvu moj namen, seveda je bil namen tudi, da pridem zmagati, ampak pač se moj plan malo izjalovil. Ampak ja, definitivno bilo to, da dobim svoj glas, pa da me ljudje opazijo, da tudi lahko pokažem sebe, tako ko sem, brez da me nekdo vidi na cesti pa me obsoja, ampak da dejansko spozna del mene. No. Se ti zdi, da te ljudje obsojajo? In zakaj te največ obsojajo? Ja, definitivno me obsojajo zelo in obsojajo me samo zato, ker sem se odločila, da bom pač namesto, da bom šla v službo za minimalca, da bom pač delala na OnlyFansu. Pač to je največji pain in the ass za ljudi, pa dejansko ne razumem, zakaj ne. Ampak kaj jim ti odgovoriš, ko te dejansko obsojajo, kakor ja na OnlyFans? Jaz iskreno poznam platformo, nisem še nikoli bila gor, niti ne vem, kako izgleda. Ampak ja, tega je drugače zdaj zelo veliko in zelo veliko žensk tudi v bistvu služi na ta način. Ampak kaj ljudje najbolj obsojajo? Kaj to, da se slečeš, a kaj najbolj obsojajo? Ja, mislim, ljudje ne vejo očitno, zakaj je ta platforma, ne. To je v bistvu za prodajanje kontenta, ki pač imaš neki fanbase, ki bi pač radi videli mogoče malo več. Tudi ni samo v prodaji kontenta, je tudi v stiku s tabo. To pomeni, da pač ti dejansko, jaz ne morem vsem odgovarjati, se vsem pogovarjati, tam si ti za človeka, ker pač si ti tam za človeka in to oni ful spoštujejo in v bistvu ni vse samo v slačenju, ne. Tu je tudi osebni stik, pogovor, zaupanje in tako dalje, no. Tako da bo pa tako obsojajo, valjda, pač. In problem je, ker ljudje dejansko ne dojamejo, da ti se prek tega ne prodajaš. Jaz ne grem ven in se dobivam z fani, to nikoli nisem naredila, pa tudi nikoli ne bom, ker nisem po domače povedala kurva, ampak jaz sem pač tam gor za človeka, ki mogoče takrat rabi, ko me rabi, ne. Okay. In se ti zdi, da to ljudje preveč obsojajo, ker ne poznajo? Saj ponavadi ljudje obsojajo zaradi tega, ker ne poznajo stvari. Tako je, točno to. Ampak tebi v bistvu, kar mi je ful všeč, je, da si v bistvu ful iskrena. Jaz imam ful rada ljudi, ki so iskreni in ki povejo stvari, zato ker se mi zdi, da takrat ljudem pokažeš dejansko svojo ranljivost, šibkost, hkrati pa pokažeš, koliko močan si, da lahko o teh stvarih govoriš, ne. In se mi zdi, da ljudje danes imajo vedno ful enih predsodkov, sploh recimo zdaj, ko malo več si tudi družbeno aktivna oziroma na teh družabnih omrežjih in tako. Kako pa recimo tvoj oče gleda na to, s čim se ti ukvarjaš, pa hčerki, a hčerke vesta? Ja. Mislim, mlajša je tako toliko mala, da še noben ne heca v vrtcu, ker je tako vrtec, že noben ne ve v šoli, pa ja. So ji že rekli, joj, tvoja mama je Ula Fox, ona ima OnlyFans, dejansko pač ne vejo, kaj se gor dogaja. Ampak čist tak hiter odgovor moje hčerke, ja, ampak moja mami sistem pač omogoči, da je 24 ur na dan doma in ni utrujena, ne. In rada dela to, kar dela, ne. Ki pa je tvoja mami, ko pride iz službe, verjetno se vleže pa gre spat, ne. Pač. In ona dejansko zelo dobro to razume, ker ona tudi, se pravim, skozi vzgojo pa skozi komunikacijo otrok, v bistvu ti ne rabiš direktno razlagati, ampak sam vidi, koliko ima dejansko od tebe, zaradi tega, ker pač ti delaš to, kaj delaš. Absolutno vsi hodimo v službo zaradi denarja. Ja. To je dejstvo. Pač, a si bila kdaj na točki, ko nisi imela toliko denarja, da bi otroku skoraj ne hrano kupila? Ja, se je dogajalo, smo bili brez kurjave, sem jaz spala mrzlen, da je imela Lina radiator v sobi. In v bistvu to me naša slovenska služba, pač moja služba, ki sem imela, pripeljala tako daleč, da v bistvu sem mogla pokriti položnice, pa tudi za kruh ni bilo, ne, kaj šele za drve.
In to je bila tista točka, ko sem rekla, jaz se več ne mislim mantrati za nekoga drugega, da bo mene dejansko imel, kot da sem nič. Tudi plačana nisem bila nič, ni bilo ne potnih stroškov plačanih, ni bilo ne malce, vozila sem se v Mariboru 5 zjutraj, komaj, da sem otroka lahko sploh spravila v vrtec, ker vemo, da se tudi vrtci ne tako hitro odpira. Tako da, ja, je bila kar kriza in to je bila tista prelomna točka, ko sem rekla, jaz pač ne morem več tako, treba je neka druga najti. Okay, in takrat si se v bistvu odločila, da se jim prijaviš na kmetijo in... Ne, to je bilo v bistvu takrat, ko sem začela z OnlyFansom, ja. Prijava na kmetijo je bila v bistvu tako čisto mimogrede, ker sem gledala v bistvu 2024 sezono, pa sem pravila skozi linije, jaz se bom pa prijavila, boš videla, ti dam drugo leto tam. In bolj vidijo prijave za 2025 ven in tako gledam, pa si mislila bi, pa pravim Lina bi, ja pa mami daj, zakaj pa ne, ne? In to je v bistvu tisti push, ne, pač daj mami idi, gledaj, če pa vem, da lahko zmagaš, to je bilo to. In jaz sem se prijavila. Pa sta ponosni na te. Ja, ful. Sicer Lila včasih se malo smeje, joj mami, pa tako to govoriš, ampak ni, da bi se me sramovala. Ampak mi da se dejansko tako smejimo. Je rekla, mami, taka si noter, kaka si, pač rada imaš s tem srcem, odkrita si, delaš, dereš se, ko se dereš, tako da ne, v bistvu ni, da bi se me sramoval, kateri otrok, ampak dejansko sta bili ful ponosni. In ona tako veselo gre v šolo, ker se tudi zaradi tega otroci zelo lepše obnašajo, naprimer do nje v šoli, ne. Tako da v bistvu vse to je tudi nekaj dobrega prineslo zraven. Tako malo slabega in tako malo dobrega, ne. Kje so tebi največji izzivi pri tem, da si samohranilka? Položnice. To je pač tisto, se mislim, da to vse mantra, ampak mene pač še posebej. Jaz živim v hiši, ki me je pač pustil oče. V bistvu je njegova, jaz sem pač tam zato, da skrbim za njo, ampak ta hiša je ogromna. In ogrevanje, elektrika, to vse stane, plus tega hrana. Itak sem človek, ki rada posvajam živali iz ceste, ker pač ne morem videti, da žival trpi. Avtomatsko še to nanese neke stroške, potem imamo obšolske obveznosti, vrtec. Tako da položnice so tiste, ko so res, ker se pozna, no bi bilo po moje tudi mogoče malo lažje, da je bila kakšna preživnina. Ampak za tisti kos preživnine ne bi spravila otroka v neko trpljenje. Ampak dejansko v bistvu ta finančna plat se mi zdi, ko je človek res finančno na dnu, tudi jaz sem že bila, ne, ko sem pač se odločila, da sem delala nekaj čist drugega, kar zdaj delam. Se je tudi zgodil moment, ko si rekel, pismo, imam jaz sploh sfolgov čez mesec. In se mi zdi, da to te psihično v bistvu ubije, da se počutiš nič vredenega. Tako je. Na nek način si... Tako da denar je pomemben, ne? In to, da nekoga obsojamo, kaj počne, zato da dobi denar, je popolnoma brez veze, ne? A ni boljše, da otroku nekaj omogočimo? Točno to. Noben ne gleda na to, kaj otrok ima, samo gleda, joj, kaj pa ti delaš. Mislim, to sploh ni point, se pa vsi se na koncu mantramo za to, da preživimo, pa da imamo kruh na mizi, kaj pa kdo kak dela. Jaz bom rekla tako, vsako delo je časti vredno, ne glede na to, kaj delaš. Je pa res, mogoče moje opažanje, mogoče se ne boš strinjala z mano, ampak da se danes recimo OnlyFans promovira na način, kakor easy zaslužek, ne res, ful hitro lahko priješ, veš, mislim, in hitro dobi neka 14-15 letnica, občutek, jaz se bom mal slekla, oprost, ne, ampak res, jaz se bom pač mal slekla, pa bom dobila, ne vem, 4-5 jurjev, ker ženske govorijo o takem denarju, ne, da dobivajo 10 000, ne vem. Kvazi nategovanje ljudi, ja, tako bom rekla, no. A veš, in to se mi zdi pol, da pa spet na nek način mal napačen vzorec dajemo našim punčkam, ne, ki bojo tudi enkrat odrasle. Ja, se strinjam. Problem je, ker vsi mislijo, da to v bistvu nič ni dela za veliki denar. Ni res, jaz imam v bistvu malo več, kot pa minimalno plačo ven. Tako da v bistvu tu ni nekih bajnih denarjev. Ogromno dela je tu zadaj, če ti pač hočeš na profesionalnem biti, pač veliko je takih, ko so 18 let, naprimer, pa si misli, bom pa ful denarja zaslužila in dela pač totalno beden content tuji, ne, in to se ful pač pozna tuji, ne. Tako da v bistvu tu moraš ti ful nekega truda vložiti, nekega dela, da v bistvu ti tudi ne narediš kar nekaj, ne, mislim, tu je, res moraš narediti nekaj, kar je pač ljudem všeč, ne, ker tudi to je delo, vsakem je delo, tako da ni to kar easy money, easy go, ne. Ampak dejansko je veliko truda, veliko nekega časa vloženega v to, tudi veliko promocije, marsikatera so naprimer promovirana zelo ogaben način in jaz tega pač ne podpiram, se imam jaz tudi kdaj take šaljive gor, ampak pod to pa ne grem, mislim, da bi res ono neko vulgarno, pa da bi dejansko ne vem kaj gor pisala, ni šans, ker to mi je, mislim, fuj, na koncu je vse to na internetu in to na internetu ostane. A te kdaj skrbi, da bojo punce, recimo, ko bojo odrasle, da te bojo obsojale? Mislim, da ne. Mislim, da se obede zavedata, da pač
vse, kar jaz delam, delam za njih dve, da imata oni dve boljšo prihodnost, boljše življenje, veta, v kakšni situaciji živimo in moji otroci so vzgojeni na tak način, da ne obsojajo za stvari, mogoče, ki jih ne poznajo oziroma se ne informirajo pred tem, zakaj pač je tak. Tako da ne, to je res ena stvar, ki me ne skrbi. Na kaj si v življenju najbolj ponosna? Na to, da sem mamica. Da sem v bistvu tako dovzetna, da bi dala svoje življenje za njih dve, res bi naredila vse, z glavo skozi zid, če treba. In to mi je tak največji ponos, ker tega me je bilo v bistvu najbolj strah, da pač kot mamica ne bom sfolgala. Na katero stvar si pa v življenju najmanj ponosna? Na moja najstniška leta, na moje slabe odločitve, na to, da sem pila, tudi probavala drogo in ne vem kaj vse, to mi je bilo pač res podn. Ampak sem pa vesela, da se je to zgodilo, ker ne bi bilo Line. Tako da v bistvu ona meni takrat rešila življenje, takrat je meni naredilo klik in takrat sem v bistvu jaz potem tudi delati začela na sebe. Tako da ja, koliko je bilo to slabega, je bilo tudi dobrega. Probala si drogo, kaj si pa probala? Ja, marsikaj se je najdlo, tudi neke homemade zadeve, v glavnem pač kar je bilo na cesti, kar je bilo poceni, ker pač takrat, ko smo to delali, smo imeli zelo čudno družbo, ki je bila itak bolj brez denarja. Tako da se je probala, ne vem, od bombonov do trave, do vsega in pač pride, ne, se veš, zabava, pa to, pa boš in se pravi, jaz sem ful labilen človek, ki hitro me potegne noter, hvala Bogu me je zdaj izučilo, ampak ja, je bilo kar napeto. Se ti zdi, da te je toliko izučil, da recimo se ti ne more več zgoditi, da bi dobila enega partnerja, ki je toksičen, ki si recimo takega že imela, a ne? Se ti zdi, da si zdaj toliko odrasla in toliko napredovala, da do tega enostavno ne more več priti? Ne, da bi me v kaj takega spravil tudi partner, prijateljice, ne. Definitivno ne, ker pač vem, kje je moje srce, vem, kje je moja glava in tudi vem, kaj se zgodi, ko si še par dni potem čisto zlaman, ne moreš biti ne mama, ne skrbnik, ne nič. Tako da ne, definitivno me ne bi to več potegnilo not. Kaj pa si tako v življenju najbolj želiš, če recimo te vprašam, kje se vidiš čez 5 let? Da bom imela neko svojo firmo, pa odplačane vse dolgove, ki so na žalost nastali par let nazaj. Tako da v bistvu to, pač ne želim si dosti, pa ne pričakujem dosti, ampak neke realne sanje imam in pač upam, da mi to uspe. A si želiš tako v prihodnosti imeti enega partnerja, pa mogoče še kakšnega otroka, da bi res, mislim, si želiš imeti to res družino, to celico, varnost? Ja, definitivno. Ful si želim nekoga, ki bi me imel rad tako, kot sem, da me ne bi hotel spreminjati, da bi pač sprejel mene z vsemi mojimi dobrimi stvarmi in napakami. Pač tisto bližino, tisto varnost, da ne vem, pride nekdo domov, pa nisi ti, ne vem, da se ne počutiš dolžen, da zdaj ti njemu ne vem skuhaš, ampak da mu z veseljem skuhaš, na primer, ne. Ker se pravim, jaz z veseljem poskrbim za svojega moškega, ampak tudi moški mora biti tak, da pač poskrbi za mene, ne. Tako da ja, ful si želim. Tudi otroka bi še imela, ampak z nekom, ki bi ga res imela rada, ne bi spet spravila otroka na svet, da bi otrok trpel. Mislim, da bi mogla karkoli razlagati, ker čez to sem že šla, ni mi, da bi mi bilo kar hudega zaradi tega, ampak če bi že še imela otroka, bi imela z nekom, ki bi ga res imela rada in bi to bil res to do konca življenja in s takim bi potem še imela. Sicer pa se še imam čas, jaz sem še mlada. To itak, ja, to itak, ampak tako se mi zdi, da zdaj recimo sem parkrat imela tudi pogovor žensko, ki je recimo živela z narcisom, pa tako, ne, pa so neke stvari iz otroštva, ki se ponavadi vlečejo, da ti tudi take partnerje vlečeš na sebe, a ne. Si se kdaj poglabljala tako, ko si rekla, pa spet sem tazga dobila, pa spet sem verjela, pa spet sem mu, ne vem, mislila, da je to. A si se kdaj pol, ne vem, vedno recimo po razhodu, si se spraševala o tem, pa zakaj, kaj je v meni, da jaz to privlačam? Pa se skozi sprašujem, ne vem, pa ne pridem do odgovora. Ne vem, ker se pravim, vsak ima svoje napake, ampak res vem, da nisem slaba ženska, jaz vedno dam vse, jaz dam vedno moškemu vse, pač svoje srce, svoj čas in problem je, ker tudi vsako stvar oprostim, pač pozabim sicer ne, ampak oprostim pa vedno in ponavadi potem še sprejmem nazaj, pa spet in potem na koncu postanem samoumevna in potem se jaz počutim slabo, če ga odpikam in potem je to nekako se ponavlja non-stop, konstantno, tako da nisem pa še prišla do konkretnega razloga, zakaj. A pa te je kdaj strah, recimo, da bi tvoji punci tudi v bistvu vlekle nek tak vzorc naprej, pa bi privlačile mogoče take moške, ki jih trenutno ti? Ja, to je veliki strah.
ampak mislim, da skozi celo življenje, se pravi, jaz jih ne nazaj učim, ampak jaz živim z njima dvema. Pač življenje ni samo lepo, življenje je tudi grdo in tako se lepe stvari dogajajo, tako se pač grde in čez vse gremo skupaj. In mislim, da je marsikaj tudi njiju dve izučilo, tako naprimer mene od otroštva, tako mislim, da tudi njiju dve in bodo po mojem na marsikaj več pozorne, kot pa se naprimer jaz bila. Ti si v bistvu zelo tako energična, vesela, polna energije. A si kdaj tudi osamljena, žalostna? Ja, velikokrat, ko grem spat, pride do tega, da se mogoče zjutraj zvečer. Jaz sem ful polna nekih emocij, tako znam biti vesela, tako znam biti tudi žalostna. Pač držim, jaz sem bik in biki smo že po značaju taki, da držimo v sebi, dokler ne počimo. In ja, dostikrat pride potem, da se zvečer vležem in se dejansko zjočem. Ampak jaz pač to rabim, ne? Ker pa ko se zjočemo, odpremo tisti ventil in pa je drugi dan spet v redu. Tako da ja, pride do teh trenutkov, ja, ko sem osamljena, pa dejansko moram malo predelati stvari. Zdaj, ko si recimo, da malo bolj znana, ne bomo rekli slavna, ker je to vse en tak čuden prizvok meni, slavna. A ne? Ampak ko si recimo tako malo bolj poznana, se ti zdi, da je kar naenkrat več ljudi okoli tebe? Ja, se pozna ful, sploh pri ljudeh, naprimer, ko prej nikoli niso pažnje sploh davali na mene. Ampak to pač verjetno pride s tem. Dobro je, da pač jaz vem tudi, ker se s Karmen družim in tudi sama povedala, zdaj pač bo verjetno dosti več ljudi, ki jim boš ful v redu, pa so te včasih ful žalili, naprimer, pa šimfali. Tako da dobro, da imam mogoče tudi njo malo vzadje, da mi ona pač pove, hej, čaki ne, pač padi na vsako lepo besedo, ker kot sem že rekla, sem naivn pa labilen človek in tako da tu ful pazim, s kom se zdaj pa začnem nekaj družiti, ker se mi zdi, da ful veliko bi jih imelo samo neko korist. Veliko je pač tudi takih, ko pride samo z namenom, da se pogovarjajo, tako je pač itak velikih rok sprejmem. Pri drugih pa res malo pazim, no, koga spuščam blizu, pa koga ne. Ok, mogoče samo še za konec, no, me ena stvar zanima. Kaj ti lahko v družbi daš, kar se ti zdi, da res rabi in da ti lahko to iskreno in srčno daš? Jaz mislim, da neko, ne vem, dobroto, pač pa uho. Jaz mislim, da ljudje ful pogosto tudi izražajo neko agresijo, samo zato, ker niso slišani in na tak način se pol izražajo. Jaz bi pač rada pokazala ljudem, da pač se ne rabimo biti drug drugemu sovražniki. Če kaj ne razumeš, vprašaj. To pač, po mojem, ne vem, čutim, da sem jaz tu, zdaj, ki to ne znam razložiti. Pač, ne vem, moj namen je tu, da dejansko, ne vem, pokažem, da smo lahko človek človeku, se pravi, ne znam niti z besedami tega opisati. Ampak ne vem, po moje je neki pomen tu, no, da sem tukaj za ljudi, takrat, ko pač rabijo. To v bistvu je meni najlepše, da se lahko pogovarjam z nekom, da poslušam, ne. To je to. Da daš svoj glas in ga... Ja, točno to. Ena stvar me pa res še zanima, oprosti se. A veš, kaj pa se mi kar joj, pa še ful enih stvari bi, ampak a si še kdaj pripravljena se prijaviti na kakšen resničnostni šov? Da bi se sama prijavila, ne. Rekla sem, če me pokliče nazaj, ja. Da pokažem še malo več mogoče kot sem. Definitivno se mi zdi, da sem mogoče v zadnjih tednih zdaj, ko se na kameri tudi zgubila malo tisto svojo voljo do dela zaradi slabega počutja pa vsega tudi. Ampak mislim, da še nisem vsega pokazala, no. Tako da mogoče, če bi me kam poklicali bi, sama od sebe pa po moje več ne, ker me tako hudo interesira tudi ne te resničnostni šovi, ker se mi zdi, da tudi letošnji gre že malo v napačno smer. Mislim, neka drama in to pač taktiziranje, pač te maske, to laganje, to meni pač ni, jaz nisem taki človek in ne bi več rada med takimi ljudmi živela, no. Moramo si biti dobri drug do drugega, prosim lepo ne se obsojati, brez da poznaš neko ozadje, ker ne veš, koliko s tem lahko škode narediš nekomu, ko ti dejansko nič žalega ni naredil. Tako da to, kaj bi jaz sporočila, tako bodi človek človeku, pač pa vsaj mogoče danes, če ne že vsak dan. Hvala ti, Urška, za tale iskren pogovor. Hvala tebi.